Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. V soboto dopoldne se je v centru Ljubljane zbrala množica delavcev, upokojencev in študentov, ki so z demonstracijami izrazili nezadovoljstvo nad delom vlade. Demonstracij se je udeležil tudi prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dušan Semolič, in demonstracije, ki se jih je po prvih podatkih udeležilo preko 30.000 ljudi, ocenil kot uspešne. Sobotno dogajanje je zabeležila tudi naša kamera. Nastala v Zajtu, da smo bili polni upov, kako nam bo lepo, da bo enkrat Slovenija samostojna. Gre pa takole, lahko mi pa pomagati. Samo mir je nas še živi na svoji zemljici. Ključne zahtevi sindikatov sta zvišanje minimalne plače na 600 evrov neto ter umik vseh zanje spornih predlogov nove pokojninske reforme. V Mladem forumu socialnih demokratov so demonstracije podprli in se jih udeležili. Že pred demonstracijami pa je predsednik Mladega foruma Marko Kastelic presenetil z izjavo, da se ne zavzemajo za dvig plače nad 600 evrov, ampak kar na 800 evrov. Vemo, da se sindikalisti zavzemajo za minimalno plačo, da bi se minimalna plača dvignila na 600 evrov, da se v Mladem forumu zavedamo, glede na dejstva, da so minimalni življenjski stroški za osebe stari med 18 in 68 let v Sloveniji 580 evrov in dejansko tudi s tem zneskom težko preživeti. V Mladem forumu zato sindikatom predlagajo, da se zavzemajo za dvig minimalne plače na 800 evrov v določenem časovnem obdobju in večji udeležbi delavcev pri dobičku vsako leto v podjetjih. Jaz bom rekel tako, da težko verjetno, da bi imeli dejansko v 3 letih vsi 800 evrov minimalne plače, ampak mora biti to cilj, kateremu bojo stremeli in dejansko verjamem, da se lahko v temu približajo. Minule sobote pa niso zaznamovale le demonstracije. Papež Benedikt XVI je v soboto namreč sprejel odpoved službi ljubljanskega nadškofa metropolita Alojza Urana in za njegovega naslednika imenoval dosedanjega mariborskega škofa Antona Stresa, ki se je Uranu zahvalil za dosedanje delo in pohvalil zgledno stanje ljubljanske nadškofije. Ljubljansko nadškofijo je vodil z njemu lastno prisrčnostjo, prijaznostjo, veseljem, zaupanjem in pogumom, kot pravi pastir, ki je blizu svojim vernikom in duhovnikom. Ljubljansko nadškofijo sprejemam v urejenem in zglednem stanju in za vse to sem dosedanjemu nadškofu res iskreno hvaležen. Tudi nekdanji nadškof metropolit Uran se je vsem zahvalil in izrazil željo še naprej tesno sodelovati v nadškofiji. Gospodu in vsem, s katerimi sem v teh letih sodeloval, ali pa so moje delo spremljali z dobrohotnostjo, še posebej duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ter vernikom iz naše nadškofije in vse Slovenije, izrekam zahvalo za vse prejete darove na skupni poti, ki nam jo je Gospod dal prehoditi v teh letih. Bogu hvala za vse, kar ste v 5 letih mojega vodenja nadškofije iz ljubezni do Kristusa in njegove cerkve storili dobrega in plemenitega. Sredi vseh sprememb Gospod varuje, vodi in gradi svojo cerkev. To je Gospodovo delo, s katerim želim še naprej sodelovati, da se bo Božje kraljestvo v nas in med nami utrjevalo in širilo. Vabilo na Mobile Monday Tomaž Štolfa. Živijo, jaz bi rad predstavil en projekt, ki ga delamo v sklopu Kiberpipe, sicer Mobile Monday Slovenija, jaz sem glavni organizator. In kaj je Mobile Monday Slovenija? Mobile Monday Slovenija je del globalne družbe Mobile Monday, ki organizira dogodke po celem svetu na temo mobilnih aplikacij, inovacij, nasplošno na uporabo mobilne tehnologije. Tudi v Sloveniji organiziramo mesečne dogodke in konkretno danes, ponedeljek,
ob 6. imamo enega od teh mesečnih dogodkov. Hello Maemo je naslov, organiziramo ga v sodelovanju z Nokio. V sklopu tega dogodka pa smo pripravili tudi Maemo Challenge, se pravi tekmovanje konceptov in inovacij na platformi Maemo. Rad bi vse povabil, da se udeležite tega dogodka, da pridete tja. Predtem si pogledajte pa našo spletno stran mobilemonday.si. Slovenija, 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 kulturac. Ljubljana počasi že dobiva pravo praznično podobo. Za svetlobno okrasitev Ljubljane pa bo tudi letos poskrbel umetnik Zmago Modic, vendar bodo letos njegove stvaritve nekoliko drugačne. Modic nam je zaupal, zakaj se je odločil galaksije in orjaške spermije zamenjati z geometrijskimi oblikami in kaj bodo te pomenile. Ta oblika je geometrijska. Geometrijske forme so pa nekako ravno tako vir za vse oblike najmanjših delcev, s katerih smo sestavljeni in tako naprej. Poleg tega je pa vizavi vseh svetovnih, milijonov lučk, kjer so, sem hotel dati poudarek na posamezniku, kar pomeni, da bo tukaj osrednji element kocka zelo razžarjena in v njej bo ena sama rdeča lučka. In to je posameznik na tem planetu, posameznik, ki je vreden pozornosti in življenja. Bi lahko rekli, da je ta preprostost, ta minimalizem tudi neka oblika protesta proti temu novoletnemu blišču in kiču? Absolutno, ker tega kiča je toliko, da boli glava, ne? In je treba skoraj tla gledati. Upam, da za ta primer to ne velja. Prejšnji teden so nas obiskali fantje ekipe Dneva ljubezni in si za snemanje scene v zadnji epizodi spletne nadaljevanke sposodili naš studio in Jonasa. Kaj zdaj vesti.si? Povej, kaj delate tukaj? Pripravljamo sceno, zdaj za dan ljubezni. Tam bo režiser malo več povedal. Eno teh 4, ne? Eno teh 4 vseh. Pogledam sem na tebe. Kamor ti paše? Tam. Najboljše. Snemamo tretjo epizodo Dneva ljubezni in sicer pred zadnjo sceno te epizode s specialnim oziroma posebnim gostom te epizode. Ne povedati, kdo je. Ne bom povedal. Sam, če smo že tukaj, je nek hint, ne? Da je Sarkić. Ampak ne, fakt. Ne bom gledal. Ne bo Pedro, no. Imel kurac pizda, no. Čakaj, badi. Pa bom ti gledal kurac. Se boš te generiral, kaj? Nisi? Ne bo vedeti. Na, se gre sada. In še vreme. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa lep pozdrav.